Zdravo, moje ime je Roman. V tem videu bi rad pojasnilo kratko, kaj pomeni cut-off, kako se polni matrica in kaj pomeni ta powerline. Skratka, podjetje vsak četrtek ob polnoči po pacifiškem času, to je mislim, da ob 7. zjutraj po slovenskem ali pa ob 8. razporedi v matrico vse, ki so v predhodnem tednu od četrtka do četrtka aktivira svojo pozicijo. Se pravi, ki niso več pre-enrollerji, ki niso na free-touru, ampak ki so aktivirali svojo pozicijo z plačilom affiliate fee-ja in članarine. In zdaj, kaj se potem dogaja? Zdaj dobivam odzive, dobil sem e-mail od firme, ki sem bil na free-touru, da se že 3 so se pisala, 4 in da moram pohiteti k sebi bliže četrtek. Tako da razumem to, mogoče to malo narobe razumel, tudi jaz sem bil med njimi, ki sem to malo narobe razumel. V bistvu to ne pomeni, da bojo zdaj pod nami avtomatično, to bi zdaj to pomenili, da če so pa plačali prej, ker gre za powerline, kot že sama ime pove, gre za eno linijo in se potem razporedi v petek ob 7. zjutraj sledeč sponzorski liniji. Se pravi, ni rečeno, da so to v vaši sponzorski liniji, ker tega niti firma ne ve. Se pravi, to so generirana sporočila, dejstvo je, da jih je toliko plačal, zdaj pa, a so v vaši sponzorski liniji ali ne, oziroma v naši sponzorski liniji, je pa seveda druga stvar. Tako, jaz sem zdaj tle odprl v svojem back officeu, tudi vi si lahko pogledate, Powerline, se pravi moj, jaz sem se pridružil 29. decembra ob 8:04 in se je zatem v firmo pridružil, kot vidite tukaj, 77 tisoč ljudi že. Od teh 77 tisoč ljudi sem jaz dobil spillover, se pravi ljudi, ki jih nisem jaz sam osebno opisal, oziroma ki so prišli od ljudi nad mano 2 osebe, pa še to je bilo po enih 2 tednih že, se pravi zadnji mesec pa pol niti enega še. In jaz se s tem popolnoma nič ne obremenjujem, zaradi 2 stvari. Prvič zaradi tega, ker zdaj razumem kako se polni matrica, na prvo mesto sledi sponzorski liniji, se pravi, bo ta promet prišel slej ko prej. Razmišljam o tem, da bo že kar prvi teden, sicer je vedno možno, če imate aktivnega sponzorja, je seveda možno, da dobite že prvi teden spillover, ne samo. Načeloma bi treba potrpežljiv in načeloma to v prvih tednih, v prvih mesecih, če dobite koga, cool, če ne dobite, morate biti potrpežljivi, ste se pač odločili za slow way, se pravi za to, da boste čakali na promet iz nekega bo nekdo drug skreiral. Se pravi, to je prvi razlog, vem, da bo prišel, vsi se pač veselimo, vsi radi vidimo, da pride nek promet od nečesa, za česar mi nismo s prstom mignili. Drugi razlog je pa tem, da jaz ne čakam zdaj na to, kaj bo zdaj naredili moji uplini, ampak sem kreator tega spillovera, se pravi, delam na tem, da svoji strukturi pomagam po svojih najboljših močeh. Kot rečeno, jaz imam cilj do novega leta vsaj 150 ljudi sponzorirati, lahko da tudi več, vprašanje, koliko se bom hitro naučil nekih novih stvari, ki se jih zdaj učim, attraction marketinga, online marketinga, email marketinga, to je zdaj nekaj, kar mi je pritegnilo mojo pozornost, na tem zdaj delam tudi, ampak 150 plus. Seveda, zdaj za vas, ki tole poslušate, spet vprašanje, kdo bo od vas, ki tole poslušate, kaj dobo zdaj od tega, odvisno v kateri globini ste pri meni. Tako da v vsakem primeru je pač priporočljivo za vsakogar, da sam prispeva delež k temu, da se ta matrica hitro polni. Vedno znova se poudarja na vseh Zoom webinarjih od podjetja, da je bronze, se pravi, da imamo 2 osebna opisa, temelj, to je bazično, se pravi, na dobrih temeljih se da zgraditi krasen biznis, se pravi, če bi velika večina ljudi, ki se pač pridruži, če jim pomagam, da sponzorirajo 2 osebi, se ta matrica polni zelo, zelo hitro, s tem, da smo mi kreatorji tega, da čakamo zdaj, kaj bojo drugi naredili. Za vse tiste, ki pa kljub vsemu pač so se odločili, da bojo pasivni, da bojo počakali na spillover, se pravi na promet od drugih ljudi, je pa seveda pomembno, v koliko aktivni sponzorski liniji ste. Vsak lahko pogleda tukaj na
my enroller, se pravi, kdo je vaš sponzor in kdo je vaš upline platinum leader in kdo je naš, ali pa vaš tudi seveda upline diamond leader. Ne, se pravi, diamond je Tim Miller, ki je sploh prvi diamant v podjetju, platinum leader je pa Frank Lefebvre, lahko vam tudi kakšen link dam od njega, on je zelo simpatičen gospod, 70 plus star, stručka za online marketing. Boste videli, zakaj je stručka, če te pogledate zdaj na leaderboard, se pravi 100 najuspešnejših ljudi v podjetju. Uspešnost se meri na podlagi tega, koliko ljudi so osebno opisali. Lahko pogledamo, kje sta te naša dva uplina, se pravi Tim Miller je 8. oziroma 9. Zdaj na tej lestvici 151 osebnih opisov v 2 mesecih. Ni slabo, ne? Zelo dobro. Ta naš Frank Lefebvre prej omenjeni, s katerim sem tudi jaz v stikih, ker tudi vi lahko dobite dostop do njegovega znanja, do njegovih orodij in znanj, jih je pa osebno opisal 105. Mislim, da ima v strukturi približno 2000 ljudi zdaj po 2 mesecih. Toliko okrog tega. Jaz upam, da je to zdaj razumljivo, se pravi cut-off četrtek oziroma petek ob 7. zjutraj, Powerline pomeni, da se ljudje pridružujejo in da to ne pomeni avtomatično zdaj, da ko dobimo mail, da se je nekdo plačal, se je nekdo aktiviral, da bo tudi pod nami. Se pravi, potem se verjetno na koncu vprašate, dobro, je potem sploh pa res tako pomemben, da ta četrtek, da se ljudje čim prej pridružijo. Absolutno je pomemben, ne? Zato, ker od teh ljudi, ki se pridružijo, ki dobimo maile, ki gledamo tukaj, se pridružujejo, nikoli ne vemo, kdo je v naši sponzorski liniji. Tega ne vemo niti mi, niti podjetje. Ne, se pravi, podjetje potem šele četrtek je cut-off, ki pride ta ura, razporedijo ljudi v matrico sledeč sponzorski liniji. Tako da nekdo, ki en teden zamudi, mogoče bi bil pri vas v drugi liniji, naslednji teden pa če se aktivno bo pa v četrti, ne, če zdaj izhajamo iz osebe, iz vas, ki tole zdaj poslušate. Ne. Ali bi bil pa pri meni v 6., če pa ne vem, to naredil čez 2 tedna, bo pa v 8. recimo. Ne. Tako da je vsekakor zelo pomemben. Ta video sem posnel zgolj zaradi tega, da se pojasni to, kaj sploh to pomeni ta Powerline in seveda tudi zaradi tega, da ljudje nimajo nerealnih pričakovanj in tudi, da ljudem ne dajemo nerealnih obljub, ne. Jaz pri povabilu vedno napišem, da se vsak teden pridruži 2000 ljudi, ampak potem, ko delam follow-up, povem, razložim to, ne. Povem, da jaz ne vem, koliko je aktivnih ljudi v naši sponzorski liniji, vem za tega Tima Milnerja, ker se ga zdaj pogovarjamo o njemu, pa vem za Franka Lefebvra, pa vem za sebe, ne, koliko sem aktiven in kaj sem do zdaj naredil in kaj mislim narediti. Za vse ostale ne vem, kdo je v mestu, ki je aktiven in me tudi ne zanima. Jaz sem kreator in let's rock it together, vsak lahko da svoj mali prispevek in skupaj kot tim lahko naredimo dar mar v Sloveniji, na Balkanu in po celem svetu. Ajde, peace, čau.